Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Dober dan, lepo pozdravljeni, nova epizoda. Dobro jutro, Hashtag progress reporta. Danes z nami Miha Dajčman. Daj mi povej, kdo si, kaj delaš, odkot prihajaš? Drugač Miha iz Kungote, oziroma iz Jurja ob pesnici, ne, ker Slovenci smo znani kot vaščani. Ne. Zdaj, če greš kam v tujino, ne, se vedno predstaviš kot država. Če si v Sloveniji, se predstaviš kot, ne vem, z Maribora, če rečem v Ljubljani. Ne. Tu rečem z Kungote, zdaj, če sem v Kungoti, pa rečem iz Jurja, zato ker se delimo. Miha iz Jurja. Zadnje cajte se predstavljam kot novinar, torej nov v oklepajih, ker sem tudi vinar, po novem zadnji 2 leti. Prevzemama sva prevzela, nadaljujemo tradicijo pridelovanja vina na naši kmetiji. Drugače pa novinar, to je v bistvu moj poklic. Zdaj bo 5. leto teče, odkar v bistvu živim od tega, kako bi rekel. No. Sicer pa to bi bilo to. No. Kako vino, kakšne sorte? Zdaj imamo, to je v bistvu vinograd, ki je star 50 let, tako da so sorte, ki so bile pač takrat aktualne, laški, renski rizling, sauvignon, rumeni muškat, šipon. Vmes je posajeno še vsega drugega, kar so pač takrat dobili v trgovini s trsi. Imamo pa namen kmalu kaj pomlajevati, delati kaj novega, pripraviti v bistvu sorte nove, ki so odporne na bolezni, da bi lahko pridelovali ekovino, da se pač ne bi uporabljalo pesticidov, herbicidov in vseh teh. Pa to mi je zanimivo, kako so včasih, ne vem, ali nimam pač toliko znanja o tem, včasih ni bilo toliko bolezni pa tega, ali včasih to niso bila škropiva toliko razvita, pa pesticidi, pa take stvari, ne? Saj veš, kak je pri vseh teh zadevah, ne, pač več uporabljaš, več boš mogel uporabljati v nadaljevanju, ne, in zdaj v Sloveniji imamo te trsničarske centre, kjer pač razvijajo nove sorte, jih, ne vem, 10 let opazujejo in potem ugotovijo, če so ali pa niso odporne na kaj takega, ne, zdaj lahko bi rekli, da to gensko predelano, ampak v bistvu ni, zato ker v bistvu naredijo cepljenke iz sort, ki so že obstajale. Za kak je bilo v preteklosti, ti težko povem, so pa obstajala obdobja, ko so zaradi, ne vem, napadov nekaterih živali, teh insekticidov ali kaj podobnega, so šli celi nasadi v kne. Tako da ne bi trdil, da je zdaj ful slabše glede bolezni. Je pa res, da pač se veš globalno segrevanje in vsi ti problemi, to pomeni, da se v bistvu trte, ki so zdaj bile posajene tukaj pred 100 leti, se obnašajo drugače, kot so se. Za naše območje mogoče celo sploh ni tako slabo, da so temperature vsako leto više, kaj se tiče vina, zato ker je to dobro za samo pridobivanje sladkorja, jagod na trsih in posledično, če je bolj sušno območje, kako se temu reče, obdobje, zjutraj. Če je sušno obdobje, takrat so bolezni, je manj bolezni. No. Trta rabi sonce, rabi suha tla. Ne, vem, ker mi smo tudi včasih foter je imel vinograd, Beli krajini imamo, pa isto mogo skozi moraš, ali moraš kositi, ali moraš liste dol trgati, ali moraš kropiti, ali moraš gnojiti. In pol danes je že to tako daleč prišlo, da si misliš, koliko nekega denara daš v, ne vem, škropiva, čas, benzin, ono pa tisto, se mučiš, matraš, pol pride recimo neka bolezen ali pa ne vem, poškropiš naslednji dan ali pa še isti dan dežuje, ti vse dol spere, pride toča, ti vse sklasti, ne? V trgovini pa že danes lahko dobiš za, ne vem, veš, smešno ceno zelo kvalitetno vino, koliko si načeloma ti vložil, ne? Tako da zdaj mi ne uniči mojega začetnega entuzijazma. Ne, super, se strinjam, popolnoma se strinjam, ampak mislim, da tukaj na našem območju prevzemajo mlade generacije zadeve. Čez mejo je odlična vinska cesta, avstrijska, kjer se obrne milijone turistov vsako leto in mislim, da je tukaj dober potencial, sploh če bomo delali na nekih bolj
eko zadevah, pa na tem mikroturizmu, pač valjda folk bo še vedno rad hodil v velika mesta in podobno, ampak mislim, da imamo tu v okolici Maribora, Slovenija nasplošno, ki je tako ful mala in lahko reči z enega konca na drugega. Pač ful je lepo in zakaj ne bi folku tega pokazali, hkrati pa ponudili še kaj dobrega. Ne. Seveda v pač nekako omejenih količinah. Seveda. Ne, ker je ful, vem, da ko kdaj greš na kako, tako si rekel, vinsko cesto ali pa hočeš iti na kaki kmečki vinski turizem, vedno puno, ne. Pa glih v tem je čar, da ni ono, veš, masa ljudi, ampak imajo za njih par gostozice oziroma hrano, ne, in je tak, ne vem, prav fino, priješ na neki griček, slišiš kaki klopotec v zadju, veš. Ful pomirja, take zadeve se meni zdi, ne. Ni dobenega ful pretiranega hajpa, pa ni ono depresivno, zato ker je vedno nekaj lepega. Točno to, nice, cool. Ne, ampak je definitivno res, da je čist drugačen občutek. Tudi, če si vložil, ne vem koliko energije, denara, truda, časa, je večji, se mi zdi vsaj meni, občutek, da si da vidiš, da si to ti pridelal, si ti skrbel za to, pa je pol neki sad iz tega, ne, da se obrestuje. Mi imamo mislim, jaz pravim, da imamo 180-letno tradicijo, ampak čisto realno smo začela s svakom čist izpodna, ne, zdaj tudi infrastruktura je slaba, pa ne zato, ker, ne vem, najni predniki ne bi delali sokonorci, valjda ful, ampak zadeve so pa vmes napredovale, hkrati pa se niso toliko posvečali tej industriji, torej vinogradništvo in vinarstvo. Zdaj pa midva vidimo priložnost in vlagamo že zdaj, ker nekaj svojega kapitala tudi povrača se, ampak da bomo na neki točki, ki bo pač primer na trgu, da bomo lahko s ponosom tudi se pokazali, bo pa potrebnega še nekaj časa. Ampak valjda vlagamo tako kot ti v ta projekt, ful časa, tudi denarja, z upanjem ali pa tudi vedenjem, da pa enkrat bo nek rezultat. Ja, ne bo. Jaz sem prepričan, da karkoli se nekdo nečesa loti, če delaš to z ljubeznijo pa s trudom pa kvalitetno, se prej ali slej obrestuje. Tako ali drugače. Vse v vsakem primeru. Ne. Če pa se lotiš nečesa z tem, da boš, ne vem, uspel ali pa se služil, pa je že v štartu se mi zdi, da si pač pogrnil, da ne bo ratalo. Daj mi reči, zakaj si se odločil za novinarstvo? Zdaj težko rečeš, da se kar odločiš, ne. Niti nisem šel na faks v to smer, sem šel na politologijo, pa nisem končal, ampak začelo se je pa že dosti prej, že v srednji šoli. Jaz sem tak tip, da nisem bil zdaj neki zid sleder, ne, da bi ful šoli skozi, pa ne, vedno sem si našel neke stvari in eno od teh je bila pisanje za eno dijaško revijo mariborsko, ki je izhajala na vseh šolah. Prijavil sem se na en razpis, takrat sem imel ful dobrega urednika, zabavnega, vpeljal me v vse skupaj in sem res užival v tem, potem sem valjda še delal še druge neke krožke in nekako mi je pasalo, da vedno ob šoli pa ob nekem rednem procesu skozi neke stvari delam. In potem sem se pač našel vse to še ni bilo pravo novinarstvo. Tudi zdaj, po moje, jaz še vedno nisem nek proper novinar, pač poročam, delam reportaže, učim se za novinarja skozi prakso, tak saj jaz ocenjujem. Ne. No in potem, ko sem bil na faksu v Ljubljani, jaz sem se vračal tudi zaradi tega, ker je treba doma pomagati, to sem se redno vračal v Maribor, nisem bil najbolj pridni študent, ne. In potem si hitro najdeš zopet neke nove stvari, ne. Izhajam iz okolja, ko je fajn, da si imel še kaj zraven, da sem lahko v Ljubljani tudi za kako rundo dal. Hvala, itak. Se veš, kakaj so te na Ljubljani. Ljubljani, čist drugo, Maribor. No in pol pač sem delal in sem tu začel najprej na Radio City, leto pa pol leta bral te prometne novice, poslušal klice ljudi, ko so govorili, kje je radar, pa te zadeve. Tam sem bil neverjetno veselje do tega dela, ker so mi pustili proste roke, da sem lahko šel na fuzbal, na odbojko, na neke dogodke, na otvoritve nečesa z mikrofonom in tam pobiral izjave in se počutil rahlo pomembnega. Pa potem oddal tisti prispevek, sicer še vedno nisem popravil
te izgovorjave, pa vsega tega. Da sem Pa dobro, mislim, moraš imeti malo sebe, to je noter. No. Res je. No in pol pač nekako logično napredovanje je bilo pač tiskan medij, ker tam se ti še nekdo pol lektor, pa to za me popravi. Ne? Če na radio te težko kdo popravi. Ja, itak, kaj rečeš. Ja. No, pač opazili so moje delo na Večeru. Tudi nekateri ljudje so me priporočali. Najprej sem delal za Štajerca, to je v bistvu ta priloga ob četrtkih, ki govori, mislim, vesti noter so o lokalnih zadevah in sem pokrival Kungoto, Pesnico in Šentilj. Tako da to je bilo začetek na Večeru, potem sem naredil eno poletno prakso, kar je neka tradicija na Večeru, da moraš narediti, takrat te pošiljajo na vse stvari. Pol pa se je pokazala neka možnost, da bi pa lahko postal tam kot reden sodelavec, da bi malo prevzel socialna omrežja, Instagram, neke vsebine dodatne za Facebook, kakšne videe. In potem sem začel delati. Zadnje cajte pa največ pokrivam športa, pa lokalnih mariborskih tem, ampak predvsem zadnje cajte šport, kar mi pa ful veseli, ker odkar se spomnim, ko sem bil v Foroc, mi je spremljanje športa bilo ful top. Nice, cool. To je ful všečno. Mislim, ko so te kontaktirali iz Večera, si bil tako, zdaj pa gre za res, ali? Bilo je tako, da me je priporočal en novinar, zdaj ni več tam, ampak en iz Pop TV-ja, tam je bil ker se me je zapomnil iz enega obhoda po Pro Plusu in sem jaz takrat ful spraševal, kaj je ono, kaj je tisto in dodal sem ga na Facebooku, tako sem pred 10 ali koliko leti še več tebe, ko si imel tisti tečaj, in si me je zapomnil, tudi po mojih, ne vem, kritičnih objavah na družbenih omrežjih, pa tako se, veš, algoritmi prispevajo nekaj k temu, da se ti potem nekaj ti odprejo. In oni so to opazili in potem so me kontaktirali. Jaz sem pa nekatere večerovce že iz terena, ko sem za Radio City hodil okolje, malo poznal, ne. Hvala sem bil navdušen nad sestanki, potem, jaz sem, ne vem, pol leta delal tako, da sem dopoldne bil, pa ne vem, od 8 do 3 na Večeru, pa od 3 do 8 na Radio City. Ne. Celodnevne. Ja, pač vse veš, kak je to na začetku. Jaz sem prve polovice leta je v bistvu na Radio City tak, da delaš skoraj da zastonj, zato ker je to v bistvu neko izobraževanje. Ja, se naučiš, pridobiš znanje. Za marsikdo že na tej točki neha, ker pravi, jaz nem zastonj delal. Redko kdo pomisli, da dejansko oni vlagajo v tebe, s tem, ko si ti zraven. No, hvala sem bil vesel pač Večera. Vsako leto, ko me spomni Facebook, obletnica je bilo tako, da sem pol leta predtem, ko sem dobil prvo priložnost na Večeru, objavil eno sliko iz enega mariborskega lokala, jaz jutraj berem, danes se začne z Večerom. Nisem razmišljal o tem, kadarkoli. Future marketing. Pa tudi ful zanimivo je, da sem se črke naučil v Večeru, ker sem z dedem in babico, ker smo pač naročniki že od leta 45, ko je bil izdan Večer, da sem pač, veš, jaz sem že od malega, sem to te športnike, ne vem, Herman Mayer, pa take zadeve. Ko je bila slikica in je babica rekla, kdo je to? Pa sem se rekel, Herman Mayer napiši. In sem, kakje so zdaj črke, ne? In tak sem se jaz naučil, pa ne vem, vedel sem že od malega, da je na 23, 22 strani Večera, da je šport, pa to. Pa čeprav nisem zbral, sem vedel, to zjutraj, ta ritual, ki sicer zdaj izumira, zato ker pač tisk gre. Mislim, je trend tak, da pač bo tisk ostal le v butičnih količinah, ampak meni je to od malega že in tudi zdaj sem naročnik Večera in ga plačujem, čeprav ga ne bi rabo, ampak mi je vrel, ko grem zjutraj lahko v kasenc, pa ga vzemem. Pa tudi je punca opazila, da ga ne vsak dan vzamem, včasih je, veš, hitiš kam drugam, in potem je škoda, ker se nekaj tudi stane ta zadeva, ampak ko pa lahko ob kavici zjutraj, ko sem fraj zjutraj, ga lahko preberem, je pa to še vedno top. Ne, se to izpomnim, ker moj foter pa je včasih delal, tukaj zdaj Decathlon je bila tiskarna za Večer, ko so tiskali Večer, pa je bil, mislim, na neki vodji ali nekaj celo. In se spomnim, vem, da takrat, to so se take naklade tiskale včasih na časopisa. Mislim, da so bili rekordni cajti 80 urjev, pa ne vem, naročnikov valjda ni bilo toliko, zdaj pa tiskamo na 17 urjev, teda veš, kak je to šlo. Je pa res, da je
zdaj si ne more vsak privoščiti recimo šanse. 30 € za, samo drugače ne gre, ne, cena pač papirja je taka, tudi novinarjev še vedno kar nekaj, čeprav ne vem, 4-krat manj kot v najboljših cajtih. Res? Pač, ne, to je, žal pač gre trend v to smer, ampak še vedno ekipa se še vedno trudi, Večer je eden redkih slovenskih medijev, ki zaposluje mlade, ki pa pač delamo ne samo za tisk, delamo še druge stvari, ne. In jaz verjamem, da pač če ne v takih količinah, kot delamo zdaj, bomo pa vsaj kot neka butična zadeva obstali, ampak ful je vrejo, če si lokalni medij, zato ker ta folk, ki spremlja tu, veš, doben ne piše o mariborski občini tako podrobno kot mi, doben ne napiše, ne vem, komentar smo imeli v petek o tem, kako občina gleda v stran, ko se Forma Viva ob UGM-u uničuje, pa se daje tam kesone, kako se bo plačalo brv čez Dravo. Veš kaj mislim, to pri nas še vedno imamo te novinarje, ki znajo ta področja pa. Veš, hkrati folk nam piše, ne vem, zakaj Večer o tem ne piše, ne, kupi si naročnino, pa preberi, pa ko boš, veš, videl boš, da mi to delamo, ne. Zdaj vsakemu dostaviti, pa reči, preberi si, je pa malo težko, ne, ampak vsak si sam izbira novice, vsak si sam, pač zdaj je poplava tega, ne. In dosti je bilo, pač treba tudi narediti na tem nekem kritičnem spremljanju medijev, ne, kdaj, koga, ne, da Facebook ni mogoče prvi vir vedno, ne, ker mi tudi trash dosti krat dajemo na Facebook, to ste verjetno opazili. Ampak to so stvari, ki so odklenjene, to so stvari, ki nam prinesejo, ne vem, zdaj, če lahko o teh statistikah govorim, ampak jaz to rad spremljam na Google Analyticsu, to je 20% dodatnih klikov nam, ne, in to na Mosovi lestvici potem na koncu meseca vseeno nekaj pomeni, ne, da smo med top 10 najbolj klikanimi spletnimi strani v letu. Potegne vsaki klik potegne stvari za sabo. Seveda, algoritem tudi tistega potem, ki je trash kliknil, bo ga mogoče naslednjič pripeljal na pogled Varoufakisa, ki ga pa imamo tudi, ki ga pač naši lastniki plačajo za ne vem, tudi tuje poglede nekih strokovnjakov. Mogoče pa bo kdaj tega človeka, ki je trash kliknil, prepričalo, da bo dal tistih par evrov za spletno naročnino. Tako da mi probamo tudi na tak način pritegniti bralce, da berejo kvalitetne stvari. Ne. No, to me, ko si prej rekel, da je število novinarjev z leti opadlo, jaz ne vem, tak čisto laično bi rekel, da pa se mi zdi vedno več, vsaj iz vidika, ne vem, števila člankov, kaj se piše, o čem se piše, se mi zdi meni osebno, da vsaj neki, kako bi rekel, kredibilni novinarji ne bi pisali o vseh, ne vem, tračih ali pa po moje brezveznih stvareh, ne. Se mi zdi, da zadnje cajte pa je poplava tega in na spletnih straneh in, ne vem, na socialnih omrežjih. Bi kvečemu mislil, da je več novinarjev, ker vsaki drugi že lahko piše članke. Se zato jaz pravim, da mogoče jaz še nisem novinar v pomenu besede, kot si bi sam želel. Zdaj sem imel za to sobotno priložnost, včasih je bil privilegij, da si pisal za sobotno prilogo, to je ob 32 rednih straneh, še 32 poglobljenega branja. Ne. In zdaj sem pisal o položaju žensk v športu, kako so zapostavljene, kako se oglasijo šovinisti ob prvih uspehih. In zdaj sem lahko to naredil na 15,000 znakih. Sem se pogovarjal s strokovnjaki, z raziskovalci, z športnicami nekdanjimi in sem lahko to naredil. To je za mene bil nek prispevek, ampak tako stvar lahko narediš z nekaj dnevno, nekateri so včasih delali to več tednov z raziskovanjem. Ne. Z manjšim številom novinarjev v medijski hiši je pa takih zadev pač manj. In mi moramo na bazi, ta teden pač, ko sem to delal, sem imel, hvala Bogu, so mi ostali uredniki pustili, da se temu posvetim, ne, ampak tega je pač zaradi manjšega števila novinarjev manj. Je pa res, ne, kot si je omenil, vsak pa lahko potem dela te neke spletne, vsak še vedno ne more. Dosti portalov je pri nas, ki potem, ne vem, mi naredimo neko raziskovalno temo ali pa imamo nekaj ekskluzivnega, potem pa oni samo pač prekopirajo odstavek z izjavo, pa napišejo, kot je poročal Večer. Ne, štekam. Pa dodajo mogoče stavek ali pa dva svojega. To pa ni tako težko narediti, ne, in zato se ti mogoče zdi, da je res tega poplava. Ne. To je res, kaj si rekel, ker pol, na primer, greš gledati na 3 različne spletne strani medijske hiše ali pa časnika,
pa vidiš ono glavno jedro isto. Glava pa konec pa je mogoče malo drugačna in si misliš, kaj zato se samo copy-paste, pa malo spremeni. Ne? Sej tudi jaz včeraj, ko sem dežural, ne, to je pač za vikende, si od jutra do večera potem dežurn, spremljaš agencije, sodeluješ z svojimi novinarji, ki so na terenu. In včeraj recimo jaz sam nisem mogel narediti nič takega, da bi rekel, da je bilo pač novinarsko delo, bolj je bilo proučevalsko. Zato, ker sem malo agencije spremljal, objavljal tiste njihove novice, pa potem objavljal na splet to, kar so pač kolegi naredili. Razen novinarske konference ministra Poklukara, ko smo zvedeli, da ni več pa tudi PCT-a pismo. Ima Boga, ne. No, tako da, veš, recimo, ko prije tak dan, narediš ti recimo 15 vesti, ampak ni bilo nič intelektualnega. Štekam. Če pa bi jaz si vzel od 7 do 11, to, kar sem včeraj bil za kompom, čas za neko temo, pa bi lahko naredil nekaj konkretnega. Tako da, tako je to. Ne. No, ko smo že pri tem, da mi, ne vem, nekako opiši ali pa povej tisti tipični, klasični dan novinarja. Ne vem, od jutra, ko se zbudiš do večera, kak to zgleda, mislim. To ni tipičnega dneva. Ni? Ne. Zdaj, ne vem, en dan ti bom... Torej, naj bi imeli ob 9 uredniške sestanke, ampak to imajo uredniki. Včasih te urednik pokliče že prej, da ti pove, kaj je on razmišljal, da te vpraša, kaj si ti mislil. Potem pa, ne vem, jaz pač dostikrat najprej kavico spijem pred večerom, če sem že ob 8 pred bajto, tam pač hodimo, imamo sestanke pred sestanki, pa debatiramo, kaj je bilo prejšnja na tarči, pa take stvari. Pol pa začneš od 9 dalje, če že nisi že prej začel. Teren, kličeš sogovornike, greš na intervju in potem delaš, pač dokaj te stvari ne zaključiš, ampak dostikrat, ne vem, zdaj, ko šport pokrivam, so pa glavne stvari šele popoldne zvečerne. In zaključujemo pač v urah, ko gre zadeva v tisk, torej 8-9. Tako da težko ti zdaj povem, vmes greš lahko za 2 uri na kosilo, se dobiš s kom za to, da ti pove neke informacije, ki bo kolego prišle prav. Štekam. Se je ful slaba stvar, tak, če bo nekdo izven konteksta vzel, ampak starejši, kakšni kolegi znajo povedati, da se dosti stvari aktualnih ali pa lokalno zanimivih zve v gostilnah. Tako da pač jaz včasih v dnevu 2-3 kavice spijem, včasih tudi kaki pir, se pol razveže jezik. In potem pač tako to deluje. Če si novinar, pa če te res zanima to delo, si vedno perajt, ne vem, ko je bil v Zagrebu potres, to je bilo nekaj pred 7, nisem bil dežurn, vikend je bil, jaz sem se zbudil, takoj odprl laptop, šel pisati članek, poklical dežurno, takrat me je glavna urednica za splet klicala, da vidi, da sem jaz že v članku, če bom jaz pred njo objavil, veš, da si potem sem jaz 3-4 ure kolegici, ki je bila dežurna na spletu, pomagal, da sem, ne vem, veš, da sodelovanje. Jaz recimo, ko skrbim za Instagram od večera, pač moč vsak dan nekaj objaviti. Zdaj sem si neki program, da mi olajša storije, da montažo pa to, ampak to se, ne vem, jaz se zbudim, včasih ob 7 naredim 3, včasih jih 3 naredim zvečer, 11 grem spat. Pač ni urnika, to je... Težko ti povem, Vinogradu sem, pa ne vem, se stepajo Dragonsi, pa Viole, dejansko, to je resno stvar, pred enim derbijom 2 leti, 3 leta nazaj, in me kliče naš hišnik, je rekel, jaz sem vse posnel, ne. Hišnik vse posnel. Ja, več, da ima on to zdaj, pa da je njemu rekel moj urednik, odgovorni, da je Dajčman, to bo Dajčman zrihto. Pa če sem zdaj Vinogradu, pa je rekel, dobro, jaz ti bom poslal, ne, pa sem rekel, v redu. Pač vmes me je že potem, mislim, ko sem začel delati, me je že klical odgovorni, je rekel, daj ti izrihtaj to, kar je on posnel, dajmo to hitro na splet, pol pa dalje policijo, pa to tako je, vse vemo postopke, ne. Ampak to je, ko se nekaj zgodi, to tudi moji domači vejo, to ve tudi moja punca, da ko se zgodi, tudi če sem v pubu na piru, ne vem, enkrat, samo ful primerov, bili smo
z enim mariborskim dobaviteljem piva, ki dovaža pač Maribor dovaža češki pir, najboljši one kraft zadeve pa to, mikro zadeve. In jaz sem delal reportažo z njimi in nekaj pirov smo že spili, Maribor je igral z Bravom, tik pred lockdownom, 8. marec je bil in prvo Viole, ful z neko koreografijo, cash metali igralce pa to, ne. Sem že takrat vedel, ok, tam bo pestro. Potem so zgubili, pol je odstopil Milanič, malo zatem še Zahovič in to sem jaz pač pomagal nadaljavo iz Prage v Maribor, z dežurno komuniciral z novinarjem, ki je bil na stadionu, da smo res imeli, ker imaš več ljudi, ima več pogledov. Ne? Logično. In pol narediš različne pa poznaš stvari, koga več, kot ti še da kako informacija. Kako Violo, kot z vami. Ne? Ja. Ne, ampak pač lej, to je taki poklic imamo, da pač nikoli densko nisi out, razen če nisi v Sloveniji, ajde, to se jaz trudim. To je načeloma, to je pol težko, ne vem, imaš neki odklopljen dopust, naprimer. Zato si izbiram take dopuste, da sem odklopljen. Danes vam ravno majce govor, ko sem v Gambi, tam pač interneta ni bilo kaj dosti. Si bil tak, ni me bilo? Ja, 2 tedna, pač 3 sem bil. Prvi teden sem še nekaj na maile odgovarjal, drugi, tretji teden pa. Edino, kaj sem bil živčen, ker takrat Maribor povratno tekmo z Ludogorcem igral v kvalifikacijah za Liga Evropa, polfinale, povratna tekma. In sem hotel Radio City Stream poslušati, ampak tak slab signal bil, da nisem mogel nič čuti. Ko je bilo konec, sem zvedel, 1-1 je bilo, ni bilo vrel. Samo jaz bil vseeno tam neki na zahodu Afrike, mi je bilo vrel. Ne, zanimiva. Ko si rekel, pač, dobro, zdaj si nekako na kratko opisal ti svoj poklic, za neke mlade, ki jih mogoče zanima ta način življenja oziroma poklic, koliko je tukaj finančnega zaledja kot novinar, kot ti sam, koliko zdaj to delaš? Si bil, s čim sem se pripeljal? Pa dobro, nema veze, ne moreš soditi človeka po avto, to je danes bolj ta milenijska fora, se meni zdi. Ford Fiesta 2.4 let. Važno, da gre od A do B. Ne, ni to, kjer se pač da nekaj zaslužiti. Mogoče v kakšnem, ne vem, kakšna komercialna televizija ali pa kaj. Tudi kakšni, ki so na svobodi, verjetno boljše zaslužijo kot jaz, zagotovo, ampak te se res morajo trgati verjetno. No. Ne vem, če si res odstopaš, če si res boljši, če se znaš zdelati za dobre cene. Pa kje je tu razlika, naprimer, koliko reportaž, koliko člankov napišeš ali kakšne ekskluzivne članke napišeš? Ni tu variabile pri nas. Imaš pač plačilne razrede, glede na izobrazbo, če se še uspeš zdelati, zakaj več, toliko boljše, ampak načeloma ne vem, zdaj, ko bo stavkali, bojo šolniki, stavkali so sestre, ne, pa se je, podpiram hvala Bogu, če bojo dobili res cash, pa da ne bo samo ta cash, ko ga vlada pač pred volitvami obljublja. Ampak ne vem, koliko jaz poslušam kolege, kolegice, se pač naši bajti v zadnjih 15 letih pač niso zvišali, zato ker tak je trend. Ne. Ampak lahko pa glede na to, pa če uživaš v tem delu, pač lahko normalno po moje živiš. No. Hkrati pa ne vem, jaz delam vikende, vsaki vikend, včeraj sem delal, danes popoldne delam, s tem tudi potem je pa res, da ko imaš enkrat familijo, pa to moraš malo to po moje omejiti. Ali pa nimaš familije. Štekam. Tako da, finančno. Razen, če imaš kakaj res one sosi inside informacije, pa da mogoče lahko pol prodaš medijski. Deluje to tak? Ali narobe štekam? Recimo, da prije zdaj, ne vem, neka prepoznavna medijska oseba do tebe, ali pa ti nekdo nekaj ful zanimivega pove, pa greš ti, ne vem, do svojega urednika preč, jaz imam to zgodbo. Pa hoče denar. Vadi par. Ja, mogoče v kakšni drugi medijski hiši, ne verjamem, Večer, Dar za take stvari. Da mi nič rekel, ker nisem bil še zraven. Koliko imajo kaj, malo me zanima, koliko imajo kaj tu uredniki, oziroma kakva je sploh hierarhija naprimer Večer, kaj imaš novinarja? Zdaj, če gremo od zgoraj na vzdolj, je lastnik, potem je direktor, potem je odgovorni urednik, potem so uredniki za posamezne pač uredništva, to je Črna kronika, Šport, Maribor. In potem smo novinarji, svoje uredništvo imajo še
lektorji, pa tehnični, ki pač postavljajo strani, pa fotografi. Tako da tak je zdaj od zgoraj navzdol. Ja. Z čistimi lastniki jaz nimam dobenega stika, niti spoznal, niti videl, to se je zdaj pred kratkim menjalo. Ja. Z direktorjem sem tu pa tam, mislim, se sporazumevamo, imel sem že par sestankov, tudi s prejšnjima dvema, ne vem, nazadnje sem pač, ko sem prosil za novi telefon, tako da. Kaj imaš zdaj? Samsung S21 Ultra. Se ne vem točno. Samo pač vse se da full verjo video montirati, tako veš, s terena je to full verjo opcija. Kamera je top za kakšne Twitter objave, pa to, da lahko pač popestrimo članke. Res sem hvaležen, da so mi to omogočili. Ampak to nijamo vsi take sreče, jaz sem pač res par let prosil za to. No, potem pa z direktorjem v vsebini tudi nikoli, tudi če smo kdaj tak, če imamo kakšen zaključek, jaz žal, pa na srečo, nisem nikoli v vsebini. Bolj z urednikom. Odgovorni urednik je pa naš Matija Stepišnik, je pa deloholik, oziroma nas spremlja vse v eno, nam pošilja, tudi na pir povabi, pa ti tam pove, kaj je vrejo, kaj je vrejo. V eno komunikacija skozi, tudi, ne vem, včeraj, ko je bilo to z ministrom, pa to, pač res skozi komuniciramo, ne posega zdaj nekaj mislim, v naše članke dejansko, jaz se ne spomnim, da bi on kdaj meni kakšen članek urejal, urejajo pa potem tvoj prvi nadrejeni, torej urednik, ne vem, športa, Mariborske kronike, ampak gre za, pri meni vsaj, koliko se jaz spomnim, ne vem, slovnične slogovne spremembe, ali pa te opozori, ne vem, nisi pa še dal tega pogleda. Nič kaj drastično vsebinskega ali pa kaj. Meni mogoče zato, ker jaz tudi ne delam tako odmevnih tem, pa tako perečih, ne vem, nazadnje edino kaj tak, da sem delal, da bi mogoče lahko se zgodilo, kaj je bilo, ko sem pisal o tem, kako pač župan ustavlja ljudi v pešconi, ko se skuteri vozijo. Pa tudi pač razen tega, da še moram dobiti od policije neko statistiko, pa take stvari. Pač uredniška politika pri nas, glede vsebine, v nekih takih, da bi neki pritiski nikoli še nisem doživel. Tako da, je pa res, da smo, saj zdi se mi, to je moja ocena, da smo pač bolj tak progresivni, da smo bolj, ne zdaj direktno levi, ampak vseeno nismo konservativni. Tak, to je moja ocena. Zdaj bo to nekdo ven zrezal. Tisti. Se sem podpisal, ne, zdaj lahko. Ker vsaj se mi zdi tako generalno gledano, mogoče ima težnjo tudi cela ta COVID situacija, ima širša javnost prepričanje, da pač mediji pišejo ali pa poročajo o tem, kaj se jim pač naroči oziroma reče. To je razvijo, ta proces. Kako se to določi? No, verjamem, ampak dejansko, veš, mogoče vsakega drugega ali pa tretjega na ulici, če bi vprašal. Sej sem opazil, imam Facebook feed, pa čisto razumem. Jaz si dejansko, ko je bila migrantska kriza, sem se nazadnje takrat vse rasiste sem si pobrisal ven. Zdaj pa vse skeptike, pač sem rekel, ne, to je del tudi v moji familiji, smo bili kar razdeljeni glede tega in spoštujem različna mnenja in razumem, pač, ker je tudi meni dosti stvari nedojemljivih, čist pač se mi zdi to normalno, da ljudje dvomijo in da imajo tudi take pomisleke, ampak ne vem, zdaj, moja beseda proti besedi tisočim, težko zdaj dokažem, da ni tako, ampak ne vem, pri nas so teme te pokrivali ljudje, ki ne vem, dva sta biologa, vse skozi so bili pač na vezi z, zdaj bomo rekli stroka, ne, ampak pol imaš spet one druge, ki, pač jaz sem marsikdaj, ko sem videl kaki dvomljiv zapis, ali pa ne vem, zapis prave resnice, sem tudi šel pol malo googlati in pol hitro najdeš na tujih kakih zadevah fact check članke, ki pač ti takoj ovržejo, ne. Ampak zdaj, če bi za vsako to pravo resnico šli to delati, je nemogoče, mislim. Ni variante, ne, in za neko linijo se pa pač potem avtori, ki so pri nas to objavljali, moraš odločiti. Je pa res, da ko sem jaz dežurn, sem pa mogel vedno objavljati te številke, ki so, ampak to je pač,
ne vem, kako tečem del procesa, doben nam ni, ne, agencija pač prva dobi ali pa prva vlada objavi številke, ali pa ne vem, tekom teh 2 let so bile različni postopki, kdo je kaj objavil. To se pač objavi, zato ker je posledično, verjetno zato, ker smo mi to pač objavljali dnevno, so bili ljudje na to navajeni in potem se vedno na naslovnici imel to na nekem 3., 4. mestu, da pač folk je vedel, približno ob 11. prijeti cifre ven, je šel pogledati ob 11. tisto 1 uro je bilo to med top 10 klikanih člankov na spletni strani in je to tone. To je pa edino tak, da ti lahko povem čist direktno, kak je recimo ta postopek pri objavah. Pri Večeru se je dostikrat, nekajkrat so se prikradla pisma bralcev, pisma strokovnjakov, ki pač so imeli drugače kot večina stroke. In potem smo naleteli na kakšne burne odzive teh, ki so pač bili zelo za ukrepe. In potem pač smo dejansko pridobili odzive strokovnjakov na ta zapis, ki smo ga mi sami objavili. Torej, pač do objave teh je pa prišlo zato, ker tudi v desku našem so bila različna mnenja, so bili uredniki z različnimi pogledi. Ne? In nekomu se neka zadeva ni zdela sporna, spet drugemu pa se ne. In se verjetno, smo v teh 2 letih ugotovili, da težko zdaj pač res enoznačno vse Je pa res se mi zdi, da vsaj zadnje cajte se informacije, novinarstvo, mediji zlorabljajo za takšne ali pa drugačne interese in pol je ful težko nekomu, ne vem, nekemu laiku, ko pač nima časa še preverjati dejstva ali pa se pozanima tu ali pa še prebrati oni časopis, pa še onega, da si neko svojo sliko stvari, ne. Ti pač servirajo tisto, kaj ti servirajo. Ja, težko je, tako kot sem rekel prej, mogli bi vedeti, več kritično spremljanje medijev bi moglo obstajati, ne, mogoče v šoli, ne vem kje, da bi vedel, kateri medij ima kak interes od zadaj. Tudi mi včasih delamo napake, da ne preverimo vseh dejstev, ne, da vidiš neko zadevo, da si ustvariš jasno sliko in ne preveriš vsega. Ne. Zato pa so tam uredniki, da te alo, čakaj, to je ena zgodba, zdaj pa vprašaj še tega. Ne. Je pa res bila ta pandemija tak posebna zgodba, da je te poglede pa ta mnenja težko bilo, pa težko jih je soočiti. In zdaj upam, pa res si želim, da je tega razdvajanja in vsega tega konec. No. Kako pa se tebi zdi stopnja oziroma kvaliteta novinarstva v danem trenutku danes v Sloveniji? Jaz, ko spremljaš te teme, one teme, novinarje, sodelavce? Imamo raziskovalne novinarje še vedno na nekaterih medijih in nekateri mediji, pa nekateri novinarji res dobro delajo. Je pa res, da tako kot smo že omenila, da je pa toliko portalov različnih, ki pa ne delajo novinarstva, pa jih ljudje dojamejo kot medije, da se potem vse to nekako noter zgubi. Ne. Prevelika poplava, ne vem, vsega in potem se težko odločiš. Ne. Jaz spremljam tudi trash, zato da vidim, veš, tako kot Facebook feed, ne, če si ga ne na sam greš pucati, boš vedel približno, kako je splošno mnenje. Ne. In jaz, ko sem v Juriju na vasi, se druge stvari menim z ljudmi, kot se menim v Mariboru, in v pubu se druge stvari meniš, kot se meniš v vinoteki. Take, čim bolj široko. Jaz se strinjam s tem, da pač bi mogli čim več stvari spremljati, je pa res, da težko bo folk zdaj točno vejo, kaj je pa tisto pravo. Ne. Tako da naj tudi nekaj govori o tem tradicijah, če obstajamo že 76 let. Ne. To je že kar jaz si želim, da bi se ekipa malo povečala, da bi še kakšen izkušenejši novinar, ki je že bil na Večeru, pa okrepil spet, da bi res delali raziskovalne teme. To je več hvala želja vsakega medija, pa vsakega novinarja, da se raziskuje, da se odkriva, da se opozarja na napake, da se ne samo poroča, pa pač povzema. Se meni, ne vem, mogoče se samo meni zdi, ampak
Dobro, res je, da je bilo v zadnjih 2 letih toliko nekih člankov pa poročanja o celi COVID situaciji pa vse, kaj je bilo s tem povezano, ampak se mi zdi, da zdaj že vsak ima malo dovolj, ne, da se mu o tem brati, o tistem, ne. Se mi zdi, da popravi me, če se motim, je mogoče za novinarske medijske hiše mogoče pač najlažje oziroma na prvo žogo spet neki članek v povezavi z to situacijo napisati, kot pa da bi šli, ne vem, neki gospodarski kriminal ekstra preverjati, ekstra raziskovati, napisati v tistem članku. Jaz, ravno to, kar sem govoril, ne, algoritmi, to je tisto, kar pač ljudem se zdi, da se samo o tem poroča. Zdaj, če bi pa nekdo šel kupiti Večer, ki ima 32 strani, bi videl, da, ne vem, je stran pa pol bila v tistem najhujšem obdobju. Ker bo prvo zaprtje, smo prilagodili tudi formate in zato, ker pač če nič ni bilo, ne moreš zdaj, ničesar ni bilo. Ja. So začeli te maske krasti, pa ono, se začelo se nekaj drugega dogajati, pa še vedno povezano s korono. Ampak če pa zdaj gledaš, ne vem, zadnje obdobje, zadnje leto pa pol, ali pa pač, ko ni bilo res ono totalno zaprtje, pa je bil cajtnik v bistvu normalen, vsebine vse ostale in res majhen del. Zdaj pa več sami si izberemo, kaj bomo spremljali, kaj bomo gledali. Ne. Jaz tudi, ko pač 4-5 krat stisnem, ne vem, na portal slovenski, ki pač ima samo trash, bom pač imel par dni pol samo trash, dokler ne bi reportal 4-5 krat, da mi pač to ni všeč. Sam si izbereš. Valjda, če klikneš MMC, pa so ravno prišle številke zdaj v kužbah ven, pa če je ravno minister rekel, da ne bomo še odprli, pa da bomo odprli, da bo to prva stvar. Ampak če pa skrolaš malo dol, pa če greš na zabavo stisneš, pa če stisneš na šport, imaš tisoče drugih člankov. Ne? In folk bi si mogel, pač valjda se smo mediji krivi, ki smo kreirali, da je to bilo pač v spredju, ampak sem že dosti let iz danes omenil, ampak vseeno je pa to vplivalo bistveno na naša življenja, na gospodarsko stanje, na stanje vseh področji, ne, in to je pač bila vseeno pomembna stvar. Ne. Se ti zdi, da ti oziroma tvoji kolegi pa ostali nekako se zavedate oziroma zavedajo odgovornost, kjer nosite, da pač povzameš informacije pa jih predaš naprej folku, ali se ti zdi, da pač, ne vem, je pač to to so rekli, to mu vzeli, to mu napisali. Jaz mislim, da v vsaj 90%, ker več nikoli ni zdravo zagotovo, ne, ampak večina se mislim, jaz se sekiram, zadnjič sem, vedno se potrudiš in vsaj jaz, pa tudi večina kolegov, ki jih pač osebno že poznam po teh letih, da je čim bolj, mislim, da nekaj da splošni javnosti, da nekaj da tudi lokalnemu okolju. In ko sem pisal o konceptu tej novi stavbi pod piramido, obnovljeni stavbi, kateri je bil sanatorij včasih, no pač tam sem eno letnico in jaz in urednik nismo videla, da sem, ne vem, na mesto 90 let sem napisal 190, ne, in je bil podnaslov, to ne podnaslov, mednaslov, ki je boldano, ne, in pol to, veš, da neka babica, pač, ker večina tiskanih bralcev je starejših, bo vedela, to ni moglo biti takrat, ne, in veš, takoj izgubiš na kredibilnosti, zaradi enkice tam zraven, ne, in to je vseeno velika stvar, ne. Nekdo to ful resno vzame, ne, pa si misli, laže ali pa bla bla bla, ven iz konteksta. In zato jaz se res sekiram po takih stvarih, ne, in valjda, če je res konkretno, kaj narediš narobe, ima tudi vsak možnost, da se v časopisu, v podobnem obsegu ali pa enakem, tudi po zakonodaji lahko naredi popravek. In pač vsak ima možnost repike, če ga nisi vključil, če si kaj narobe napisal. Tako da tudi to je, ne vem, častno razsodišče za novinarje imamo v Sloveniji. Vsako leto, pač, ne vem, folk dosti kaj disa, ne, to ni verjel, zakaj niste tega, zakaj, pač vedno imaš možnost, prijavi, se mogoče na ta način naredi pol selekcija. Tako da ful je možnosti. Ni to samo, da mediji objavi, pa vse to je zihar. Ja, pa res, da dosti ljudi tega ne ve, naprimer, ne? Vse, veš, kaj mislim. Jaz vedno pravim, veš to, kaj te zanima, oziroma v koliko se kaj spustiš. Tako, če bi jaz vedel, kako se biznis dela z vinom, ne bi že zdaj imel prazno kleto v lani, ne. Daj mi reči,
imate novinari, tako imajo naprimer zdravniki Hipokratovo prisego, vi kako novinarsko prisego, da se držiš, ne vem. Kodeks obstaja. Okay. Pač, zdaj citirati ga ne znam, ampak preverjanje dejstev, pač valjda moraš resnico pisati. Seveda si lahko subjektivn, ampak... Pač, mislim, težko je biti nesubjektivn. Pač kodeks je in tega se moraš držati. No. Zdaj, ta kodeks je na internetu in ravno to je recimo lahko podlaga za nekoga, ki bo hotel kakje popraviti, da je takega. Pač, jaz nisem še nič prisegel, tako da. Okay. Do zdaj bi ga lahko sral, ne. Kaj glede spola? Mislim, vsaj zdi se mi na prvi pogled, da je mogoče več novinarjev kot novinark, ali... Se ti zdi? Ne vem, mogoče. Ne, mislim, kaj? Da mi ti povej. Pri nas na kulturi je en pubec, pa so ženske. Okay. Na Mariborski kroniki je večina žensk. Okay. Sobotna priloga sta 2 ženski, 1 moški. Na spletu je deljeno. Okay. Na športu smo moški. Okay. Jaz pa pišem veliko temo. Meni se zdi, da je ravnovesje. Zdaj pa rečemo, če pogledaš pa kakaj TV, tam pa bi rekel, da je bolj to ženski poklic. Ali pa tudi, radio, mislim, da je tudi polno. Sploh recimo, ko sem bil na Cityju, mislim, da je bilo celo tako, so bile vloge razdeljene, da je moderator moški, ženska novinarka oziroma obratno, da so različni glasovi. Jaz tudi recimo, ko imam skozi ti razlagam, ko imam kafe, gremo na kafe, zdaj jih je že več kot 200, ampak namen je, da je en teden ženski, drugi teden ženski. Ženska, moški. Veš, kaj nisem navajen tako dolgo. Torej probamo biti čim bolj uravnoteženi. No. Na faksu si rekel, si hodil na... Na FDU sem šel na politologijo, ampak nisem. Okay. Je bilo tam populacije 50-50 ali... Tam pri nas, samo nas je bilo malo. Mislim, to je v bistvu veda, ki se zgodovina, pa politologija, pa tak družboslovje pač... Ni takega ekstra zanimanja. Ni bilo nekega ful zanimanja. Okay. Včeraj sem se pripravljal pa to... Viš, to je ful pomembno del novinarstva, da preden greš na teren, da se pripraviš. Tako, nekaj sem bral, pa sem v bistvu ugotovil, da je v lanskem letu 2021 bilo 25 novinarjev ubitih po celem svetu zaradi njihovih reportaž ali pa objavljenih člankov, tak in drugače. In se v bistvu izpred 2 let na 2021 se je 50 ali mislim, da celo 60% povečalo to. In sem bil tako iskreno malo zaskrbljen, tako veš, vse logično je, da so ljudje, o katerih se piše članke ali pa se stvari razkrijajo, zaskrbljeni, blablabla, ampak da se tako hitro stopnjuje to utiševanje novinarjev, sploh raziskovalnih, pa pol novice ne pridejo v svet oziroma ozrejo luč, se mi zdi ful zaskrbljujoče. No. To je verjetno šlo za gospodarski kriminal, večinoma. Gospodarski, narkokarteli, nekaj bilo politike v zadju. Ko sem jaz bil čisto na začetku, sem takrat na Slovaškem je bil en novinar, ki je razkrival zadeve povezane z italijansko mafijo pa z njihovo vlado. In takrat sem klical ful Slovakov, pa to so mi dali to zadelati. In sem jaz tudi bil v resonov. Fak ne, kaj bi res jaz to delal, ne. Samo pač, to je pač ena od družbenih struktur, oziroma to mora biti del družbe, ne, razkrivanje nekih stvari, opozarjanje, ne. Pač pa prije zraven, ne. Mislim, žal je tak, ampak... Ne bomo rekli narava dela, ampak pač veš, kakšne so možne posledice, recimo. Tako je, sej jaz nekih takih pritiskov, mislim, ne vem, če jih bom kdaj deležen, pa tudi do zdaj še nisem bil. Vem, da pač malo prednje Ato umr je tudi, sem nekaj rekel, če to on malo pozna, pa da sem nekaj začel raziskovati, pa tak, pa rekel, se v to ne, to ni verjel, ne. Sam tak, mislim, kaj boš popol, če ne to delo, če si novinar, ne. Mislim, jaz še nimam dobene take odmevne zgodbe, ne. Samo, če pa pride do tega, da kaj zveš, pa da
da lahko preprečiš, da nekdo dela nekomu krivico ali pa da nekdo krade državni denar ali pa kaj ne vem. Več dosti je stvari, za katere se moramo boriti, ne za sebe, ampak za vse. Ne? Mi smo tu v javnem interesu. No. Ne, meni se včasih tako, ko berem neke novice, pa dobim feedback od folka, se mi zdi, da ste vse novinari v zadnjih 2 letih dobili ful pač neki slabi ogled, bad rap varianto. Po drugi strani pa ne vem, ko pomislim na primer, ne vem, Assangea, dobro, on sicer ni bil nikoli novinar, ali pa ne vem, Jamala Khashogija, ko so ga dobesedno saudske oblasti razrezale, pa nikomu ništa, zato da bi pač širši javnosti razkril določene stvari, da bi bile stvari boljše, pa delajo to z namenom informiranja ljudstva, za dobrobit ljudstva. Ne. Po drugi strani pa večina folka novinarja gleda bolj kot tak, veš, neke varianta showmane oziroma prirejevalce informacij. No. Ne vem, dobiš ti kdaj, ko se predstaviš komu ali pa ko, ne vem, kontaktiraš koga za informacije, ko se predstaviš kot novinar, da bi ono pa tisto, dobiš kakšen, ne vem, slabi feedback ali kak te ljudje imajo? Ful je različno. Zdaj starejši ljudje te, ne vem, te imajo radi, pač ne vem, so ponosni tudi, ne, ali pa kaj. Je pač res tisti stari še prizvok, ali kak bi rekel, da je gospod bil novinar včasih. Clark Kent varianta, veš. Gospod si, ne? Ja. Gospod. Sam jaz še nisem gospod, ne. No, ampak pač danes je pa tak valjda, če se nekaj predstaviš, pač je valjda ful je slabega prizvoka, ampak sej, pač če delaš dobro, mislim, da se po nekem cajtu vseeno ti to obrestuje. Ne? Zdaj, verjetno vsak od nas si želi, da se ne bi o njem okoli govorila, to ti pa zavaja, ali pa to ti to piše po nareku. Ne? Zdaj, če bi to hotel delati, bi šel za kakšen drugi poklic. Ne? Mislim, marsikdo pravi, da smo že PR-ovci postali, ne, novinarji, ampak pač jaz ne pristajam na to, se ne strinjam s tem, razumem vsak pomislek, tudi te 2 leti, ne, razumem, čeprav se ne strinjam, da se je toliko spremenilo mnenje o novinarjih. Pač, saj veš, različni mehurčki so, ne, eni mislijo tak, drugi drugače. Ne. Včasih eni, ki so bili recimo proti cepljenju, a pa so proti cepljenju, so pravili, da pač, ne vem, smo stopili na drugo stran in da to podpiramo. Tisti, ki so pa za cepljenje striktno, pa so pisali, da zakaj se ne na bolj agresivno postavite, zato zakaj ne obsodite bolj tisti, ki so proti cepljenju. Pač vedno nekomu ne všeč, ne, se ne moreš vsemu gajati. Ja, ne, zanimivo je, naprimer, tvoje besede oziroma to, kaj izdajate, se dosti folka pol glede na to, kak vi opredelite neko večjo temo, ali se bo naročilo na novo na večer, ali ga bo skenslalo naročnino, ne? Sploh danes je to kar pomembno, ampak pri nas je pač v tem trenutku, ker je še dokaj stabilno, v bistvu so šefi predvideli neke trende in za enkrat, hvala Bogu, ni odvisno od tega, pač, koliko si všečen, ne? Ni odvisno od tvoje preživetje od tega, če si všečen. Okay. Se pravi, imate načeloma tako vizijo oziroma mentaliteto? Pač delaš to, kar delaš, kar misliš, da je prav in ne vem, mi ne bomo dobili od farmacevtske družbe keša, po moje, zato ker mi ne bomo prepričali z 3 članki ljudi, saj tako se je zdelo, ne. Pač mi ne bomo tega, ne. Mi živimo od naročnin ljudi, valjda nekaj oglaševalskega denara, ampak pač mislim, da se ni v 2 letih. Kvečemu je vmes celo rasla število naročnin, celo na tisku, zdaj ne vem, koliko so temu pripomogle marketinške akcije, ampak mislim, da je zdaj ne vem, ali 2020 ali 2021, da se je povečalo število tiskanih naročnin, kar je ono, wow, kako je to možno. Meni se pa zdi, glih zaradi tega, ker jaz sem tudi bil tak, ko iščeš neke informacije, pa imaš, ne vem, na določeno temo iz različnih koncev, čist zgrešene ali pa čist nasprotujoče se objave, si misliš pol, kako zdaj naj ločim pravo informacijo od neprave. Ne? In se mi zdi, da
je mogoče se nekdo pa naročil na tiskano verzijo, glih zaradi tega, saj jaz tako razmišljam, ker če bo nekdo nekaj tiskanega objavil, bo 2-krat ali pa 3-krat premislil, kaj bo objavil, ker ga logično tisk več stane, bo mogel več vložiti in bo pač bil ziher, da to, kaj bo natisnil, bo vredo, bo kredibilno. Ne? Se mi zdi, da nekak tiskana verzija velja za mogoče malo bolj kredibilno. Absolutno. Tudi, tako kot si rekel, več ljudi gre skozi to, ne? Ko jaz oddam za tisk članek, najprej grem jaz večkrat skozi, potem gre redaktor ali pa urednik, ki postavlja tisto stran, potem gre lektor, potem gre ta lektor in redaktor še enkrat skozi, da preverite, če je kakšna napaka. Pač to je pol res nekaj ljudi vključenih v ta izdelek. In po takem postopku naš, pač če reš medija objavo, naš kar nekaj napisal, pa na pol informacije. Tako da, se strinjam s tem, da upam, da ljudje to razumejo kot malo bolj kredibilno stvar. Imaš mogoče kako novinarko ali pa kolumnista po, ne vem, ki ti je, kako bi rekel, idol v tem tvojem poklicu ali pa načinu življenja ali pa kjerega ful rad spremljaš ali pa ne vem, je kdo taki, ali pa da bi rekel zaradi njega pa sem jaz dobil tisti, ne vem, srž ali pa ne vem. Kaj te vem, večino, a pa dosti od teh novinarjev, ki pišejo za Večer, a pa so včasih pisali, sem že od malega pač spremljal, to je da, zdaj, če bi vse naštel, bi bilo malo narobe, pa koga ne, pa koga dati za rundo. Ne vem, ampak recimo, zdaj po slogu, pa po neki taki zadevah, mi je ful, zdaj, če poznaš Jaša Lorenčič, ima tudi podcast fuzbalski, pa to. Slišal sem že. Ja, on je delo za Večer, pa ni, pa pač, ne vem, ko sem jaz bil tak srednji šoli, mi je on tak res, kak piše tip, ne. Pa tega ne moreš kopirati, to je neki svoj stil, mnogim ni všeč, enega pa pač naravno se obžujejo. Recimo tak, zdaj, če gre za pisočega, pa ne vem, tudi na mojih starejših kolegov je. Zdaj bom začel naštevati, pa bo slabo. Ne bom našteval. Zapreč rund pogledati. Ne, zdaj pa tak, ne vem, zakaj nisem že prej pomislil, da boš kaj takega. Že jaz sem se slabo pripravil na intervju, na podcast. Če se kaj spomnim, ker zdaj sem samo Jašo povedal. Dobre. Kako se ti zdi, da je se novinarstvo, ne vem, spremenilo skozi čas? Ti si že kako dolgo, koliko let si? Jaz sem začel na Cityju 2016, pa ni bilo to še novinarstvo. Tak resno bolj sem začel konc 2017 nekaj delati. Pa v tem času do danes, kaj paziš, mogoče največje spremembe ali pa kje, ali pa... Veš kaj, ful se uporablja socialna omrežja, Twitter za te zadeve, mogoče celo preveč mi uporabljamo Twitter za podlago nekaterih naših člankov, zato ker po statistiki samo 8% Slovencev uporablja Twitter. To zato, ker hočete še kontrirati, ne? Ja, ne, pa zato, ker dobimo vir informacij glavnih od tam, ne. Ne, pač to res se preveč obremenjuje, mogoče kdaj s tem, ampak je pa Twitter tako, ko si na terenu, ko posnameš kak video, je pač potem neka podlaga oziroma neka stvar, ki lahko popestriš pod članek. Mogoče je tega malo več, kot je bilo včasih, ne vem, točno, zdaj v zadnjih 5 letih, ampak res se skozi posodabljamo. Kmalu bo nova spletna stran Večerova, pa je že odkar sem jaz prišel, so že 2 ali 3 bile. En mesec imamo taki plan za objave, za tizanje člankov, ali ne vem, vmes smo delali malo tudi podcast, zdaj delamo tudi video vsebine, ampak tiste kratke video napovednike, da koga privabimo spremljanje. Take stvari se zdaj dogajajo. Se pravi, načeloma se morate borbati, da pritegneš. Za pozornost in potem tisk pa bi še vedno mogel biti, valjda je moderniziran, ampak... Tisk bi mogel biti tista Biblija. Prilagojeno bralcu, ki je, vedno moramo imeti v mislih nekega povprečnega bralca, ne. Kakva je statistika tu? Koliko imate, če veš slučajno spola ali pa leta približno vaših spletnih naročnikov pa tiskanih? Veš, kaj je to te številke? To pa res ne vem. Ker me zanima, koliko kaj, naprimer, mladi ali pa mlajši so naročniki, koliko so kaj starejši? Začne se tam z naročniki po 25. letu, ampak je pa do enega 30. mislim, da je neka strategija, da bi v prihodnje radi predvsem na tem od 25 do 30, ker to je tudi generacija, ki da za Netflix, za Vojo, pa za te zadeve, ki da, ne vem, jaz tudi neke podcaste malo tak
si naročen Ja. kot podpora, ne. Te bi mogli malo več nagovarjati. Ja. Mogoče tudi ni malo kakšne sebine prilagoditi. Edino to še mogoče, da delamo več tem, kot da so uporabne, ne vem, kako prišparati. Zdaj ne pišemo 1, 2, 3 točke. Ampak da imamo mnenje strokovnjakov, ne vem. Ja. Imamo zdaj, vrnil se je na večer Mitja Segaj, je vmes bil na tovarni podjemov, ko se ukvarja s temi startupi in pač predstavljamo neke take uspehe malih podjetij in hkrati pa on pripravlja z sodelavci teme, ki so pač uporabne za ljudi, ne vem. Take stvari probamo zdaj, da ljudje imajo nekaj od tega tudi tak, ne samo da informacija. Koristnega, ne samo da dobijo informacijo, ampak da si lahko s tem kaj pol ustvarja. To je mogoče trend zadnjega časa. Mislim, da smo to opazili, naši šefi spremljajo ful, pač valjda tuje medije. Niso starokopitni pa... Ne. Okay. Matija Stepišnik, naš odgovorni urednik, tudi on je dober pisec, on recimo, ne vem, da so našli v Estoniji en ful dober primer nekega lokalnega medija, ki pač ima neverjetno tisoče naročnin spletnih. Tako da pač obstajajo res dobre prakse in pač večer se jih mora nekako še naučiti, da bo tudi na spletu pokrival stroške. Štekam, nice. Da mi mogoče povej, so kakšne lastnosti, kjer je pač novinar, reporter pač mora imeti oziroma posedovati, kot so, ne vem, jaz vem, da mogoče jaz za sebe mislim, da znam postavljati zanimivo vprašanje, ampak če bi jaz mogel napisati neki članek o nečem, pač bi napisal totalno nezanimiv članek, boring. Zdaj, čisto osnova, če bi ga hotel napisati, tako da bi lahko se posnameš, tako da nekomu nekaj razlagaš. In to je, tako sem ti prej rekel, vedno si moraš predstavljati poprečnega poslušalca, bralca. Se valjda so mnenja, komentarji, pogledi, ko jih nekdo slogovno napiše za posebno ciljano skupino, ampak če pa res tako, pač, ko da se mi dva zdaj menima, kot je neki transkript, pa potem geš malo slog prirejati. No, zdaj, če odgovorim na vprašanje, je pa tak vedoželjen mora biti, menice moraš tudi trače poslušati. Bil sem v okviru UEFA-nega enega tečaja na 16 dni v Italiji, Young Reporters program je bil in smo bili 16 držav in tam so bili ful dobri novinari iz gazete, italijanskega športnega časnika, pa iz Argentine, pa en je bil z BBC-a in smo tam, imam screenshot, samo za ne in če ga bom najdel, da pač ne zavlačujem. Eno od tega je bilo pač, da valjda preveriš dejstva, sprašuješ, da se zanimaš, da gosip, da pač, veš, da ko priješ na stadion, se tako sideš laptop, zdaj govorim za pač šport, kaj tam greš malo naokoli, servis, pa ne greš sem slišal, da do PR-ovca, pa kaj ste, niste podaljšali, kaj res pil zadnjič, pa neš, ti ne smeš tega uporabiti, tudi če ti on pove. Itak, ampak... Napelješ pol in prideš do uradnih informacij. Ampak več greš, se meniš to. Ena točka sem zjer pozabil. Ampak pač so neka taka, so neke točke, ki pač so fajn, da jih imaš, da so vrijo. Pa fajn je, če znaš pisati. Itak, valjda. Da mi povej, ko smo že pri tračih, ker si pač verjetno bolj na tekočem kot jaz, kaj je novega v Mariboru, kaj se dogaja, mislim, kaj je tako zanimivega? Daj nam neke spicy info. Ko so kakšni novi pubi, bari, Čuješ, kaj pa je zdaj, veš kaj o tem, o toti Prešiči farmi, ki bi nam bila? Pač vem to, kaj večero preberem. Okay. Nis nič spraševal, drugače posebej novinarjev. Bo to dejansko tam ratalo, bo se kilofali? Gospa, zdaj kdo je to v ozadju tega, ne vem, ampak mi je ful zanimivo, da so se lotili tega, ne izsiljevanja, ampak če je sredi naselja pač nekaj namenjeno kmetijski površina, pač dajmo te toto gradbeno, veš kaj mislim, Pač dobro so se lotili, veš kaj mislim, župan, eni bi pozidali, ne vem kaj nabrežja, pa ne vem kaj vse, ko je bolj sporno, ko pa tisti, ko zemlja, Tako da
ful vrijo zadeva. Nisem se pa, veš, tako, ko se menim okoli, pa na to prašičjo. Bolje je bilo ono, ko je prišla informacija, smo, kaj te zdaj, ne, vsi smo, pač, wow, ne. Ja. Meni je viso vrijo take stvari, zato ker sem podeželan, mi pravijo, ne. Ja. Se pa, kaj te Maribor, se ni to neko malo večja vas, ne. Ja. Ne, drugače pa, največ pač jaz ful probam takoj objaviti, ko so kaki novi, ne samo pivski lokali, ampak če je, ne vem, nova trgovinica, da se malo gospodarstvo, veš, podpira v Mariboru. Take stvari, če jaz to prvi izvem, pa če prvi napišem, pa to ni oglaševanje, ampak je v bistvu podpora, neke smo lokalni mediji, če ne bo vsi vrijo živeli, mi tu in ne bomo, ne pač. Meni je full bad v Mariboru, ne vem, greš po gospodski recimo gor ali pa ne vem, po kjeri drugi, pa se nekaj novega odpre, pa sem tak, tako, to še nismo imeli. Drugič pa. Greš čez en mesec zaprto, fuck. Itak na lofa, vsi so, ne vem, v Aeroparku, v Kulandiji, noben pa skozi staro mestno jadro, ne. Pa verjetno so tu i najemnine gromozanske, predvidevam, ne. Mogoče so previsoke za Maribor, se strinjam. Pač, zato pa moramo mi tudi stopiti zraven, pa kdaj koga tako malo, ko bi nekateri mediji pač računali, mi to pokrijemo. Pa pokriti, nice. Zdaj, če govoriti ti zdaj tu nem, ker sem že zasral. Mislim, mogoče si ladaš kako uverturo v prihajajoč članek, ne, pa, ne vem. Čakaj, da se... Pa mogoče on je to rekel. Da bo to objavljeno? To bo kar tako hitro objavljeno, tako čez kaki teden, tu neki. Teden, okej. Ja. Jutri bom imel z Dinom Hotičem intervju, ker sem ga delal pred dnevi. Tam sem zdaj, to bo že pa sekal. Ja, pa se, da bo že vsi vedeli. To bi mogli zdaj valjda folkit pol googlati za nazaj, pa ne verjamem zdaj, da dosti poslušalcev tvojega podcasta zanima, kaj pravi Dino Hotič. Ni nujno. No, ampak to je ta stvar, ki jo moram danes pretipkati in narediti. Zahovica vrno kdaj? Ja, kaj te vem, ne vem, to pa je res misterij, ne. Okay. Jaz, ko ga kličem, si mislim, da ima ful željo. Samo... Ja, to je ful. Se veš, kak vsak hoče biti, da ga nekdo rabi, da on je občutek je najboljši, ker ko si pa enkrat na poziciji, pol te pa vsak ne, kak te nisi, to si slabo. Boljše je, da te hoče, ako pa. Točno tako, pa reči, šlej, mogoče. Majster je, ne. Nice, cool. Miha, najlepša hvala za podcast. Super te je bilo poslušati, super se je bilo pogovarjati s tabo. Če imate kakršnakoli vprašanja za Miha, kličite ga, ostavite ga na ulici. Če imate kakšne informacije, ne? To predvsem, ali pa če iščete kakšne trače. Da pa ne, pa vedno bom preveril, tako da ne, samo nabijajte nekaj, ne. Hvala za to gostovanje, super, dobro delaš, pa delaj še naprej, tako dobro. Je, hvala ti. Ajde, se vidimo.